Pozdravljeni, z vami sem Miga Gantar in danes vam bom razložila, kako pravilno delati zdravilno molitev dekodiranja. Dobila sem vprašanje, gospa me je prosila, da naj pokažem v videu, kako pravilno držati roke, da pridemo čim hitreje do rezultata, da čim hitreje počistimo svojo podzavest in da aktiviramo te svoje božanske moči. To najdete v knjigi, Ko imajo čakre žur na strani 75, ali pa Zdravilna molitev v 3 korakih v knjigi, Ko imajo duše žur na strani 216. No, to, da boste vedeli za vse tiste, ki boste spremljali v knjigi. In zdaj, če pogledamo, kako gre zdravilna molitev dekodiranja. Mogoče za tiste, ki ne spremljate toliko redno moj kanal, glejte, jaz sem iskala rešitev za čiščenje podzavestnih programov. Prišla sem pred 6 leti do zdravilnega kodeksa, ki ga je napisal in tudi molitev pogruntal dr. Alex Lloyd, in jo začela sama uporabljati. V glavnem izvajati 2-krat, 3-krat na dan po 6 minut. In jaz sem to delala daljše obdobje in sem imela občutek, da se ne premaknem, da ni to, da kar ni. Imela sem občutek, glejte, če si predstavljamo, da bi bila to palčka, kot da sem v kameni dobi in da delam na roke ogenj in piham. In se trudim, da bi ta ogenj nastal, a kar ne rata. In danes vemo, vsaka, če bi rekel, da delaš ogenj, bi rekel, pa te vzem vžigalnik in takole nastane ogenj. No in tako sem rekla, pa mora obstajati hitrejši način. No in o tem vam bom danes razložila, kako vplivati na to, da hitrejš počiste svoje podzavestne programe. V glavnem, če želimo mi počistiti podzavestne programe, moramo najprej izpostaviti to, kar čistimo. Ker, glejte, včasih sem brala v raznih knjigah in so rekli, da je pusti podzavest tam, kjer je. Ti se usmerjaj na naprej in ko greš naprej, preteklost je preteklost, pusti jo, s tem se ne ukvarjaj. Ampak sama sem prišla do zaključka, da enostavno moja preteklost oziroma moja podzavest vpliva na to, kako delujem tudi v bodočnosti. In vsakič znova, glejte, ta trak, ki ga imam tukaj, vsakič znova se mi je dogajalo, da sem dejansko se zavestno odločila, zdaj pa naredim korak naprej, zdaj pa naredim premik, zdaj pa naredim premik in premik. Sem se trudila in naenkrat sem bila spet nazaj. In sem rekla, ok, zdaj se pa ne trudim več, zdaj bom pa počistila. No in potem ta zdravilni kodeks je bil kot naročen in sem je začela 3-krat na dan po 6 minut pač izvajati to zdravilno kodo in nikamor nisem prišla. In sem rekla, mora biti hitrejši način. No in v glavnem, sestavila se mi potem meditacija za dekodiranje in najprej samo, če meditacijo pogledamo. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane in sem dam pač mojo težavo. Recimo, jaz sem bila šokirana nad sabo, ker sem imela program Potrebo imam po zlorabi. Veste, pač potrebo imaš po spanju, po hrani, po vodi, ja pa na veci moraš iti, to je tudi potreba, ne? Pač ne moš tega zadržati, ne? Procesi telesa, ampak da imaš pa potrebo po zlorabi, ojoj, se pravi, v bistvu sem nosila kot nek napis, če je kje kakšen, ki bi rad koga na nek način, vam bom povedala, tako kot mislim, na tegnu, jaz sem ta. Jaz iščem ljudi, ki me bojo na nek način zlorabili. In seveda se potem vrtiš v začaranem krogu, ker naloga moje duše je v tem življenju, da jasno začnem prepoznavati ljudi, da sledim svojim občutkom, da zaupam svojim občutkom in da predvsem neham pa ne dovoljevati. Enostavno, ko začutim, da ta vibracija določenih ljudi ni za mene, da enostavno rečem, hvala za sodelovanje, ampak ne. In to nič ne pomeni, da je z drugimi ljudmi kaj narobe, ampak se energetsko pač z njimi ne poklopim.
In to se učim v svojem življenju. No in v glavnem, zdaj, če gremo na zdravilno molitev dekodiranja naprej. Potem pa v meditaciji, ker lahko tipkate v Google zdravilna molitev dekodiranja in boste dobili, lahko v YouTube tipkate zdravilna molitev dekodiranja v 3 korakih in je pač to tudi posneto. Na SoundCloudu imam, CD sem posnela, v glavnem, dejstvo je, da želim pomagati ljudem, zato ker vem, kako sem jaz iskala neko rešitev. No in potem rečem v meditaciji roke date na čelo ali pa na obraz. In ni, da jih date takole, ampak jih date v položaj mudre za novo moč, to je iz vzhodne kulture, in ko mi skozi to mudro za novo moč, to je drugače v bistvu, veste, oni imajo te položaje rok, recimo, to je mudra za sprejem informacij, to je mudra za zaščito energijskega polja. In recimo, sigurno ste že videli kakšen havajski ples, ki plešejo tako, To je v bistvu, s tem so, to so ostanki Lemurije, ples, ki je zaščitil tvoje energijsko polje. No in zdaj poglejte, ko mi damo takole roke in vdihnemo skozi nos, pritisnemo na čelo, na čakro 3. očesa, roki tukaj palca na brado in vdihnemo skozi nos, deluje to na energetskem nivoju, kot da bi na računalniku pritisnili tipko briši. In dejansko pobrišemo program. No, zdaj pa naslednja stvar. Zdaj eno stvar, da smo izpostavili težavo in smo jo pobrisali. Zdaj pa dejansko je pa pameten naložiti nov program oziroma na celičnem nivoju povzročiti, vplivati na to, da pride do manj stresa. No, to pa zdaj je iz zdravilnega kodeksa, pa roke date v klunček in se pravi, klunček, takole naredite klunček, glejte, date roke v klunček in jih usmerite v čakro 3. očesa. Glejte, takole. In si zraven ponavljate, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. No, zdaj, če ponovim, se pravi, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, roke na srčno čakro in potem roke damo v klunček in jih usmerimo v čakro 3. očesa in si ponavljamo, sprejemam zdravljenje. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Zdravilna božja svetloba je beli božji žarek, ki pa vsebuje vse spektre svetlobe. Se pravi, to ni samo en žarek, ampak spekter svetlobe. Zdravilna bela svetloba vsebuje tako modri žarek zaščite, kot zeleni žarek zdravljenja, kot vijolični žarek očiščenja. Dejansko, ta bela božja svetloba je spekter vseh zdravilnih energij, ki obstajajo. Se pravi, jaz si ponavljam, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Dam na drugo središče energijsko, ki je ščitnica, se pravi sem, vsi nivoji moje duše, lejte tako, da boste videli, se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem premaknem, tukaj sem, na 2 manjši točki, ki sta povezani z nadledvičnima žlezama in vplivata na zmanjšanje stresa na celični ravni. In če imate velike podočnjake, pomeni, da vam nekaj povzroča kronični stres, se enostavno takole date roke tukaj in se dela elektromagnetno polje med vašimi prsti in točko, ki vpliva na določen del našega telesa. Se pravi, si ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in potem še na sence, tukaj pa vplivamo na epifizo. V glavnem med epifizo in hipofizo, to sta 2 žlezi v naših možganih, ravno tako nastane elektromagnetno polje in na sredini je hipotalamus in preko hipotalamusa pa potem grejo sporočila v vsako celico našega telesa. Dobesedno se naše celice napolnijo z novo energijo, z novo informacijo, z novo vibracijo. Glejte, to je na strani 379 v knjigi Ko imajo duše žur. Se pravi, so te žleze opisane, opisujem jih tudi v prvi knjigi Ko imajo hormoni žur. V glavnem, to je to. In zdaj, ko gremo čez ta zdravilna središča, lahko
parkrat gremo čez, pa si vedno ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Pač parkrat. Potem pa usmerite roke pred seboj v položaj blagoslova. In si predstavljate, lejte, načeloma se potem kar vžgejo roke, postanejo vroče. In si predstavljate, kako ste že zdravi, kako ste že srečni, kako ste že uspešni, kako vam vse gre. Se pravi, vi slikate svojo srečno bodočnost. Mi imamo z močjo vizualizacije moč vplivanja na svojo prihodnost. In če vedno jaz vrtim v svojih možganih, jo upam, da se nam to zgodilo, upam, da nam to, jaz v bistvu slikam svojo bodočnost in hvala Bogu nimam veliko moči, zato ker takrat, ko sem v strahu, se moje energetsko polje skrči in tudi moči nimam ustvarjanja. Hkrati pa, ko sem jaz dober, ko imam energijo in začnem usmerjati energijo v ta končni, srečni rezultat, je tudi moj energetski potencial je močan, se pravi, tudi ustvarjam veliko hitrejši. In to, kar ustvarjamo, se pravi, da 2-krat na dan se umirimo in slikamo svojo srečno bodočnost. Zdaj vam pa povem direkten primer, recimo zemeljsko. Nekateri ljudje imajo fizično težavo, imajo lahko neko zdravstveno težavo. Se pravi, dajo zdravilno molitev dekodiranja in zadnjič me je ena gospa vprašala, če jo lahko uporablja za hujšanje. Vsekakor lahko, samo druga stvar je pa treba pri hujšanju pogledati, kaj pa če je zadaj program oziroma strah iz enega drugega življenja, strah me je, da bom umrla od lakote. In v tem življenju pač jem zaradi tega, ker sem v nekem drugem življenju umrla od lakote. In to pomeni, da najprej moram z mišičnim testom preveriti, kaj je tisto, zakaj se jaz redim. Lahko se redim zaradi tega, ker mi limfa ne dela. Lahko se redim zaradi tega, ker mi ščitnica ne dela. Lahko se redim zaradi tega, ker me je strah pač lakote, pomanjkanja. Lahko se redim zaradi tega, ker se želim zaščititi. In v osnovi je pametno takrat, ko imamo neko tako kompleksno težavo, kot je hujšanje, priti do vzroka, zakaj se redim. Mogoče imam pa samo prepričanje, da sem grda. In če imam prepričanje, da sem grda, bom vedno poskrbela, da se bom počutila v svoji koži, jaz sem pač grda. Tako da pač preverimo, to sem vas že učila, kako z mišičnim testom preverjamo in če zdaj jaz recimo zase preverim, dejansko jaz zdaj vem, zakaj sem imela težave z limfo in tudi, da kakšno kilo sem gor dobila in to je bilo zaradi alergije na gluten. Tudi o tem sem že snemala video, pa bom še enega posnela, zato ker zdaj mi je pa tako eureka, zdaj pa nekako sem sestavila to skupaj. Tako da v glavnem, če želimo shujšati, gremo po vrsti, se pravi, vsemogočni Bog, ali pa začnemo tako, na pomoč kličemo vse svetle sile, vsemogočni Bog, če je v skladu s božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s hujšanjem in nedelujočo limfo. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in potem si ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Gremo po teh 4 energijskih točkah in potem si damo roke v položaj blagoslova in si predstavljamo, kako lahko oblečemo tisto lepo poletno oblekco, kako smo samozavestni, kako smo srečni, kako uživamo, kako smo zdravi, kako se lahko gibamo, kako imajo naši dragi zaradi tega, ker smo pristali v novem oblačilu, ker se drugače počutimo, večje zadovoljstvo. Se pravi, v bistvu si slikamo to, kar bo nekje v prihodnosti in vse to, kar slikamo, tudi nastane. Še en primer vam bi rada povedala. Recimo denar. In če ste vedno brez denarja, je lahko zadaj vzrok, da ste v pomanjkanju, vse, kar sem opisala tukaj v tej knjigi, ko imajo čakre žur pri korenski čakri. Se pravi, zaslužim si kazen, meni ne pripada denar, denar je slab in tako naprej. O teh programih glede denarja sem pisala tudi v drugi knjigi, ko ima življenje žur.
Tako da to je v bistvu tukaj v drugem delu, v tej knjigi sem pisala o denarju in tukaj v tej knjigi, ko imajo čakre žur pri korenski čakri, se pravi takoj na začetku. Najprej preverim, zakaj sem brez denarja. Se pravi, mogoče imam potrebo po zapravljanju, mogoče si kupujem lažno sliko in hočem vsem pokazati, kdo jaz sem, da se si lahko privoščim, v resnici pa nimam. Mogoče me je strah spet pomanjkanja, pač preverim z mišičnim testom, kaj imam jaz za odkodirati. In potem, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s pomanjkanjem denarja in programom, pa dodate, recimo, če imate nek program zadaj, recimo za denar je treba garati, recimo ta ena taka slovenska, ali pa slovenska je, kdor ima denar, je nekoga okrog prinesel. In jaz želim biti dober človek in se znebim vsega denarja, zato ker hočem izpasti, da sem pač pošten človek. Vse to se nalaga pač tu v podzavesti. No in potem spet roke v mudro za moč, vdihnemo skozi usta, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in si spet ponavljamo, sprejemam zdravljenje, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Premaknemo prste, dlani, po teh 4 zdravilnih točkah in potem roke damo v položaj blagoslova in si slikamo, kako bomo s hvaležnostjo plačali račune, kako lahko grem v trgovino in si kupim eno lepo ruto, zato ker se imam rada in zato ker se cenim in zato ker mi to pripada. Zato, ker se imam rada in se cenim, lahko grem pač povsod, lahko mogoče si naslikam, kako grem na krasne počitnice, tiste sanjske. V glavnem, pač slikam si to svojo bodočnost. Predvsem pa pomembno je, če lahko slikate bodočnost v barvah. Če slikate počitnice, ste nekje na plaži, pa je modro morje, pa so bele jadrnice, pa so zelene palme. Probajte dati čim več dogajanja noter, pa probajte še sluh vključiti, mogoče pa tam nekje ena papiga poje nekje, mogoče to morje šelesti, diha. Dajte ta čutila svoja noter, v to svojo vizijo in boste videli, več kot date čustev v to kreacijo tega novega, bolj sigurno se bo to vaše novo zgodilo. Verjemite, zaupajte, mi smo božanska bitja in smo kodirani na suženjstvo. In pomeni, da mi kot božanska bitja, ko bomo začeli izrabljati, uporabljati svoj božanski potencial, bomo dejansko začeli kreirati. In prva stvar, ki nas najbolj drži stran od tega našega božanskega potenciala, je sigurno strah. Strah in strah je virus. Virus, ki nas duši, ki nas enostavno zavira naš razvoj. Zato počistite tisto, kar vas moti, zato ker da boste lahko zaživeli. Res vam priporočam, vzemite te moje priročnike v roke, pa ne zato, ker sem jaz to napisala, ampak zato, ker so to priročniki, da boste vi lažje naredili svojo notranjo nadgradnjo, ker ne nazadnje, enega stavka nisem napisala samo zato, ker se lepo sliši, ampak zato, ker sem sama to pot prehodila. Zato, ker sem šla sama počistiti vse od prve stvari do zadnje in sem delala na sebi in vam povem, če boste vi, sploh s tema mojima 2 zadnjima knjigama naredili tako notranjo nadgradnjo, kot sem jo jaz naredila, ste zmagali. Ampak ste res zmagali. In res sem prepričana, da so to orodja, ki ljudem pomagajo živeti bolje. Res sem prepričana. Kaj ne rečem? Če bi se zavedali, zdaj jaz to, kad poslušam tega Krajon. In on vedno pravi, vi ste božanska bitja. Vi ste božanska bitja. Niste ločeni, vi ste del Boga. V vas je ta iskra Božjega, imate moč.
In res verjamemo to, da imamo v sebi moč ustvarjanja. No pa da vidimo. Prehod v novo dobo, stvarstvo. Za te svetle duše, stare duše, ki delajo svoje korake v življenju, kaj je tisto sporočilo, ki ga zdajle pač morajo slišati, zato da bodo lažje odvrgali tisto težo, ki jih bremeni, tisto, kar ne paše več v njihovo življenje in da se osvobodijo. Kaj je tisto sporočilo za te svetle stare duše, ki delajo korake proti svoji veličini? Višja zavest. Skozi vaše celice teče božanska ljubezen. Človeštvo se dviga na višje vibracije in zmorete občutiti in začutiti in nositi v sebi, dajte, zmorem občutiti čisto ljubezen brez sodbe. Jaz sem povezovalni člen med stvarstvom in zemljo. Stanje ljubezni in miline je moje naravno stanje. Potem je pa prišlo veselje. Čas je, da začnete opažati 1000 radosti v tem življenju. Vam bom tudi to prebrala. Veselim se vsakega dne. Dovoljujem, da ustvarjalna energija napolni mojega duha. Dovoljujem, da mi duša poje. Vsak dan opazim 1000 radosti, ki razveseljujejo mojo dušo. Veselje do življenja je čustvena naravnanost. Kako se ptice veseli novega dne? Kako se dojenček že zjutraj veseli? Kaj pa ti? Si že zjutraj vesela, ker si živa. Si vesela, ker imaš streho nad glavo, ker imaš kaj za obleči in ker je poskrbljeno za tvoje osnovne potrebe. In naslednja je prišla nova moč. No, zdaj pa vdihnite novo moč. Zavedaj se lastne moči. Prepusti se božanskemu vodstvu. Čas je, da narediš korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. No, si slišala ti, stara duša? Strah te zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljuj si občutiti moč, zmoreš. Deluj tako, kot si vodena. Prepusti se božanskemu vodstvu. Dovoli, da se zgodi, ne držati bremze, ročne, ampak dovolj, da se zgodi. In boste videli, ko dovolimo, da nas ta naša duša postavi tja, kjer je za nas najbolje, se vse zgodi. Zaupajte, strah je samo obraz teme. To ni vaše. Vi ste božanska bitja. Uživajte in predvsem vse dobro vam želim in pri vsem, kar delate, naj vam pomagajo vsa svetla bitja. Uživajte.